Lepo zdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. Kaj ne naredim, če se moj partner ne želi spremeniti, če moj partner ne želi delati na sebi, bojim se, da se bo mogoče razšla, ker razlike postajajo prevelike, se bova ločila, ne? Ali ima smisel, da delam na sebi, to je tudi drugo vprašanje, če moj partner ne želi oziroma noče delati na sebi. Odgovor je v bistvu zelo preprost. Razumeti moramo, da delamo na sebi zaradi sebe. Namen osebne rasti je, da postanemo srečni, zadovoljni, izpolnjeni, samostojni in uspešni posamezniki, ki potem skupaj, bom rekel, idealno je, da dva takšna tvorita in dejansko delita neko partnersko izkušnjo. To pomeni, da ne glede na to, kaj partner dela, kako dela, je ključ, če jaz želim biti srečen, potem je na nek način moja odgovornost, seveda moja priložnost, da postanem srečen. Ne glede na to, ali moj partner pač se ukvarja z osebno rastjo ali ne. Seveda tukaj pač vedeti moramo, da obstajajo različne poti osebne rasti, različne tehnike, ki jih pri tem uporabljamo, ne? In dejansko v primeru energijskega treninga, ki ga jaz učim, oziroma pač sem trener za energijski trening, dejansko je med partnerjema, v bistvu vedno je med partnerjema je energijski most. In ko se eden izmed partnerjev začne spreminjati, ko eden izmed partnerjev postaja drugačen, ko začne na življenje gledati drugače, potem avtomatsko na nek način vpliva tudi na drugega partnerja. Seveda pač, če je tukaj če delamo z energijo, pomeni, da bolj ko delamo na sebi, več imamo energije, več imamo potrpežljivosti, bolj smo navdušeni nad življenjem, ne? Bolj smo srečni, bolj znamo regenerirati svojo energijo, ne? Potem dejansko lahko z nekega drugačnega stališča, drugače pristopamo temu našemu partnerstvu in naši, bom rekel, partnerski situaciji, ne. Ker poglejte, v bistvu, če gledamo na začetku, preden partnerja oziroma ko prideta partnerja skupaj, imata še dovolj energije, dovolj potrpežljivosti, dejansko imata neko toleranco, imata nek fokus, kaj delata, kako delata, imate interes, ampak potem pa dejansko sčasoma, ne, se ta energija porabi. Sčasoma pridejo na dan razne poškodbe, sčasoma pač začnemo gledati na situacijo skozi prizmo preteklih izkušenj, skozi prizmo naših poškodb. In zaradi tega se pride do partnerskega trenja. In zaradi tega je tako težko, bom rekel, nekaj spremeniti v partnerstvu. Ogromno ljudi poskuša z nekimi tako imenovanimi pogovornimi tehnikami, kjer je v bistvu potrebno, da sta oba partnerja prisotna, ker se potem lahko v bistvu se moramo dogovoriti, kako bo sedaj, kako se bosta obnašala, na kakšen način bosta komunicirala in tako naprej, ne. Okej, in dejansko, ampak tukaj sta potem potrebna oba, ne, in zato je tukaj bistveno težje. Če pa govorimo o energijskem treningu, kjer je pa prisotna energija, pa s pomočjo energije, s pomočjo regeneracije, na nek način partnerja, tisti, ki se pač odloči za trening, damo v to na nek način prvotno pozicijo, ko zopet ima dovolj energije, ko zopet ima dovolj potrpežljivosti, tolerance in seveda pač, ko stvari gleda na drugačen način, ne, se lahko tudi na drugačen način odziva, na drugačen način lahko komunicira z partnerjem, partnerju pomaga, ga na nek način drugače spodbuja, stimulira in je bistveno večja verjetnost, da lahko reši in regenerira to partnerstvo. Ampak, kot smo rekli na začetku, vprašanje, če se partner ne želi spremeniti, pač v bistvu dejansko nimamo druge izbire. Naša sreča je naša odgovornost in v bistvu naša odločitev je, da postanemo srečni in izpolnjeni v življenju, in potem je pač od partnerja in njegove odgovornosti odvisno, ali nam bo sledil, ne, ali bo šel z nami, ali se bo tudi partner odločil, da hoče in želi postati srečen. In seveda pač v tistem trenutku, ko bomo mi na tem nivoju,
bomo pa tudi sami se odločili, ne, če partner bo, bom rekel, ves čas negativen, dejansko bo v takem partnerstvu težko ostati, ali bomo želeli ostati v takem partnerstvu ali ne. Ampak dejansko ključ je, sreča je naša odgovornost in dejansko prvi korak je, da mi postanemo srečni, izpolnjeni, zadovoljni, samostojni in seveda tudi uspešni v življenju, in potem je vse ostalo, bom rekel, rešujemo korak za korakom in sproti. Tako da upam, da ste dobili, bom rekel, majčkeno ideje, navodilo, kakšen odgovor na vaše vprašanje. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti. Seveda, za več informacij me kontaktirajte, pogledajte si kakšen video, imam tudi kar nekaj brezplačnih delavnic, in se vidimo v naslednjem videu.